Prav lepo pozdravljeni v še eni predvolilni oddaji na televiziji ETV. Tokrat v našem studiu gostimo županskega kandidata Socialnih demokratov v Trbovljah, Sebastjana Ledinka. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa, lep pozdrav. V našem studiu pa je tudi vodja poslanske skupine Socialnih demokratov v Državnem zboru, gospod Matjaž Han, ki pa ima tudi županske izkušnje. Lep dober dan. Pa bi gospod Sebastjan Ledinek kar mi dva začela. Eno oddajo sva sicer že posnela. Zdaj se je že v tem času marsikaj zgodilo. Ste kaj preoblikovali program, s katerim greste pred volivce? Imate kaj začrtanih novih smernic ali ostajate nekako pri tistem programu, ki ste ga predstavili v prvi oddaji? Pa niti ne, bistvo je še vedno gospodarstvo, oziroma spodbujanje gospodarske aktivnosti, in to je tisto, na katerem danes v Trbovljah moramo delati, ker če ne, jaz ne vidim tukaj več prihodnosti. No in če se sprehodiva za tiste, ki niso bili ob prvi oddaji z nama, kaj so osnovne točke vašega programa? Predvsem spodbujanje gospodarstva, tukaj mislim predvsem dati prednost našim domačim trboveljskim podjetjem, ustanoviti projektno pisarno, ki se bo ukvarjala z gospodarstvom, z gospodarstveniki, prečrpati več evropskih sredstev, vse tiste prazne prostore, ki jih imamo danes v Trbovljah, dati zastonj v porabo gospodarstvu in tako naprej. Poleg ostalih stvari, kot so brezžični internet, rekreacijske površine na kipah, ureditev parka, ureditev otroških igrišč in tako naprej. In če bi ocenili dosedanje delo občinske uprave pa župana Vilija Trevna, kaj bi dejali? Kaj je bilo dobro, kaj mogoče bi vi boljše? Dejal bi, da se je na infrastrukturi naredilo ogromno. Lepo so se razvijala, športna društva, kulturna društva, družbene dejavnosti, lepo se je razvijala bolnica, zdravstveni dom. Zaspali pa smo na gospodarstvu, ki pa je gonilna sila. Vedeti moramo, da vse te dejavnosti je potrebno na koncu dneva plačati in plačamo jih iz gospodarstva. Tukaj pa smo zaspali, roko na srce. S kakšnimi pričakovanji greste na volitve? No, verjetno bo v Trbovljah drugi krog, tako da pričakujem, da bom v drugem krogu. Imate tudi zelo kvalitetno sestavljeno listo, mogoče kakšna imena, kako ste je sestavljali? Da, tudi, se pravi, na listi so vsi člani našega predsedstva, se pravi območne organizacije Socialnih demokratov Trbovlje, nekaj starejših članov in pa tudi nekaj mlajših članov. Tako da, ko pogledam to listo, je v bistvu ena mlajših list Socialnih demokratov v Trbovljah zadnjih nekaj volitev. No, ko smo prvič snemali z vami oddajo v tem studiu, smo objavili tudi podporo predsednika Socialnih demokratov, ki vam je dal podporo, torej gospoda Židana. Tudi vi ste mu takrat izrazili podporo, smo to objavili. Potem je dal pa podporo tudi predsednik Društva upokojencev v Trbovljah, gospod Malovrh. Je še kaj novih teh podpornikov? No, tudi podpira me tudi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB, Mari Govejšek. Je, bom rekel, zelo, zelo aktivna na Facebooku, kar je mogoče za eno starejšo gospo redkost, ampak je izredno, izredno aktivna. Pa tudi dosti mladih je zraven, no. Vi ste šli že skozi več volitev, tudi kandidirali ste za župana, pa zmagali. Kaj je bolj naporno? Biti kandidat za župana ali biti kandidat za državni zbor? Če se lotiš iskreno posla, katerega bi rad v naslednjem mandatu, bom rekel, delu, potem se mi zdi, da je težko deliti med tema dvema funkcijama. In ena in druga je pomembna za, bom rekel, občanke in občane. Je pa res, da so lokalne volitve in župan rešuje dnevno probleme majhnih stvari, mislim, male stvari, za razliko od poslanca, kjer ima nekatere drugačne poglede, ampak mislim, da je to za moje pojme funkcija, ki je, rekel, na isti ravni. Imam Sebastjan Ledinek, potem, kolikor ga poznate, kvalitete za župana? Ja, leta, zdaj bom rekel še drug stavek. V tem času, teh mesecev dni, ko so
te volitve zdaj na nek način kandidati in predstavniki iz Ljubljane tekmujejo po Sloveniji, podpirajo kandidate. Večkrat se zgodi, da bom zelo iskreno povedal, da tisti, ki pride iz Ljubljane, sploh kandidata strankarskega ne pozna, se spoznata tik preden je treba dati podporo in tako naprej. To je ta folklora politična, ki se jo gremo že zadnjih 20 let. No, razlika med mano in Sebastianom je pa ta, da smo že kar nekaj let prijatelja in to, kar danes delam, tudi iskreno mislim, ne samo ta mesec, ampak bom rekel vsa ta leta. In jaz mislim, da je Sebastian neodličen kandidat, realen kandidat in pravi odgovor ta moment za Trbovlje. Razloga sta pa dva. Seveda je intelektualec, deluje v realnem sektorju in ima tudi povezavo direktno z Ljubljano. Ne zato, ker smo mi dva, bom rekel, v eni partiji socialdemokracije, ampak zato, ker smo prijatelja, ker se zavedamo, da v tej okolici ljudje težko živijo, da se treba pomagati in jaz mislim, da je to ena prava enačba. In drugo, kar bi zelo rad povedal, danes je biti zelo popularno nestrankarski, fajn je dati te strankarske zadeve, zastavce, plakate stran od sebe in biti povezovalni in tako naprej, kar je za moje pojme čisti blef in zavajanje ljudi. Če si socialni demokrat, če živiš to prepričanje, če živiš te vrednote, ali če si predstavnik Nove Slovenije, ali če si predstavnik SDS-ja, ti to pač ne more biti uteževalna okoliščina, ampak prednost. Si lahko prav tako povezovalni, ne? Tako, če resnično iskreno delaš to, kar tudi misli. Zato bom rekel, jaz ta zavajanje ljudi, glede nestrankarskih kandidatov, glede na to, da ni važno stranke, važni so problemi, ta moment ni korektno in zaradi tega spoštujem Sebastiana, ker je jasno povedal, da je socialni demokrat, jasno povedal, kaj želi, jasno povedal, da je tudi gospodarstvo tisto, ki bo vam potegnilo Trbovlje in te zadeve so, bom rekel, lahko, imajo isti imenovalec. Tako da iz tega vidika sem še tako bolj prepričan, da je Sebastian pravi kandidat za župana Trbovlja. Navezal se bom malce na vaše besede pa razmišljanje. Lahko rečem, da imate socialni demokrati kar na nek način smolo, ne, na teh zadnjih volitvah, če lahko tako rečemo to. Na prejšnjih parlamentarnih volitvah se je pojavila lista Zorana Jankovića, ki nekako sodi prav tako na levo stran političnega spektra, saj mislimo, da tako spada. Potem na evropskih volitvah se je pojavila lista Igorja Šoltesa, zdaj ga ni nikjer, ne? Tudi praktično liste Pozitivne Slovenije praktično ni več skoraj da. Potem na teh zadnjih državnozborskih volitvah sta se pa pojavili praktično dve skoraj da listi, ne? Lista Mira Cerarja, ne? Ki tudi bolj kot ne spada sredinsko levo, ne? Vaš pol, potem pa tudi Združena levica, ne? Ki se tudi deklarira kot levica. Vi pa recimo delate 20 let s prejšnjo podlago, ne? Če tako rečemo, potem pa vi 6-10%, ne? Nekaj novega, ne? Skoraj da 40, ne? Jaz sem enega mojega prijatelja, ki ga tudi Trbovljčani zelo dobro poznajo, ga pa ne bom imenoval, ker nimam tega pooblastila, sem ga vprašal 10 dni pred končanimi državnozborskimi volitvami, pa da mi povej, kaj mi narobe delamo, ker sem videl, da rejtingi padajo in tako naprej. Pa mi je rekel Matjaž, lej, Slovenci smo pač mal čuden narod. To zdaj priznamo ali ne. Po vladi Boruta Pahorja, ki je bilo očitano, da smo bili premalo aktivni, premalo operativni, so imeli hoteli Slovenci imeti državljanke in državljani enega operativnega župana, ki pozna gospodarstvo in so zvolili Zorana Jankovića, ki pa za moje pojme političnega občutka pa nima nobenega in vidimo, kje je danes. Zelo neroden je bil, da ni uspel sestaviti vlado, ne? No, lejte, to eden je rekel, da ne zna šteti, oziroma ena. Po
po tem fijasku Zorana Jankovića so ljudje razmišljali, zdaj pa ne rabimo več oproti, rabimo pa enega moralno, etično, nespornega človeka in so najdeli v tem gospoda Cerarja. In gospod Cerar je zmagal z veliko prepričljivo večino na zelo zanimivi kampanji, kjer v bistvu v lokalnih skupnostih sploh nismo vedeli, kdo kandidira. Bili so plakati Mira Cerarja in je gladko nas, bom rekel, vse posod, kjer smo kandidirali druge stranke, so nas te kandidati s temi priimki povozili. Tudi brez programa, lahko rečem. Pa program, mene okoli programa niti ne toliko ne zanima, ker je približno so malo povedali. Mene je bolj zanimalo to, da te lahko premaga tebe, ki si uveljavljen politik, ki si aktivni član nekih društv, ki se dnevno srečuješ z ljudmi, ki poslušaš njihove probleme, te premaga ena priimek in ime, ki ni bil v lokalni skupnosti tudi bližnji pršel. In to se je naredilo tudi v Trbovljah. Luka Mesec je fantastičen fant, mlad, izobražen, starejše gospega Maja rade, lepo govori. Jaz sem enkrat na oddaji zadnjič rekel, da je lahko biti v opoziciji idealist, težko je biti koalicije realist. Jaz pripadam tej realnim rešitvam, kaj treba v življenju narediti. Pride v Trbovlju in gladko premaga vse tiste, ki se v Trbovljah že 20 let borijo za kakršenkoli težavo. Kje je danes ta Luka Mesec, ko se bo treba reševati kakršnekoli zadeve? In gladko so Trbovljčanke in Trbovljčani na nek način ga izvolili in dobil 12%, koliko je glavno dobil. Se spomnimo nazaj, na naši stranki je dobila brez problema Melita Župevc, ki jo po tistih volitvah tudi v Trbovljah ni bilo, kljub temu, da je Trbovljčanka. V glavnem, ljudje bomo mogli videti, da je pomembno, da je na izvolilnem ali pa da je izvoljen človek, ki živi v kraju, ker ga lahko pocukamo ne samo v nekem uradu, ampak ga lahko pocukamo v trgovini, ga lahko pocukamo in mu povemo problem v gostilni, mu ga lahko pocukamo na športni prireditvi, ga lahko pocukamo za problem tam, kjer se ljudje srečujejo vsak dan, ker imajo probleme. Ker človeka spoznaš takrat, ko dobi oblast. No in zato Sebastijan vem, da ni takšen in tudi če bo, in jaz sem prepričan, da bo župan Trbovlj, mu ne bo to v glavo stopil, za razliko od nekaterih smo tu imeli že priložnost, ne samo v Trbovljah, ampak kjerkoli videti. Luka Mesec, jaz bi mu dal kapo dol do podna, če bi svojo idejo prepričal ljudi v Železnikih, tam, ki je on doma. Ti moraš z idejo najprej družino prepričati, pol je fajn, da prepričaš sosede, ne pa zračunati, kje se ti splača, da prideš v parlament in sem zdaj jaz poslanc. Zdaj pa te mogoče imeli priložnost, imate vladno večino, stvorite vladno večino, pa poskušati še priti do 2/3 in spremeniti to volilno zakonodajo. Se že dolgo poskuša, da res lahko nekdo kandidira tam, kjer živi. No, to je v primeru župana je pač tako, v državno-zborskih pa stranke, bomo rekel, imajo zemljevide in točno vejo, kjer lahko izvoljen. Je pa res, da to ni pravilo. V mojem primeru Radeče kot poslansko mesto ni bilo izvoljivo, je bil zmeraj Hrastnik in tako naprej Trbovlje, šele potem so bile Radeče, ampak z dobrim delom, z malo tudi sreče, lahko prideš do nekega položaja, potem se moraš pa ljudem na nek način vsak dan dokazovati. In to mislim, da je pomembno. In na to tudi apeliram Sebastiana, da tudi, ko bo izvoljen, da bo, bom rekel, ostal Sebastian. To je najbolj pomembno. Da ne postaneš župan, gospod župan. Kako pa vi na vse te besede gledate, pa tudi na te nove liste, ki prihajajo? Vidite v njih konkurenco? Pa jaz bi se strinjal z Matjažem. Jaz sem bil julija, bom rekel, že drugič na državno-zborskih volitvah in zelo težko je, ko sem sam pri sebi videl, koliko truda sem vložil, koliko sem delal, koliko so prijatelji, bom rekel, strankarski kolegi vložili truda in potem nazadnje dobimo 8%. Sigurno je bilo 8%, glede na to, kaj je stranka dobila, bom rekel, relativno dober rezultat.
Ampak ko sem potem res pogledal druge, recimo, koliko manj so naredili, pa so dobili potem, bom rekel, take zelo, zelo visoke procente. Kako to potem deluje na sam občinski odbor, na samo stranko? Mi smo imeli zdaj še eno drugo v bistvu zadevo. Skozi je bilo v planu, da bo pri nas kandidiral Vili Treven, ampak potem se je odločil, da ne, pa zaradi osebnih zdravstvenih razlogov. In mislim, da je predsedstvo v tej situaciji, da še ni bilo tako homogeno, kakor je danes, in sem zelo vesel in hvala vsem, ki stojijo za mano, ki mi pomagajo in verjamejo v to, da bomo uspeli. No, če boste ali pa ko boste župan, kaj bo tisto prvo, kar želite postoriti? Je to pregledati kompletni ustroj na občin? Kaj je? Kje so kakšni projekti? Vsekakor se pa bo potrebno fokusirati na gospodarstvo. Danes v Trbovljah imamo le še 2 veliki tovarni, oziroma srednje veliki, to sta termoelektrarna in pa cementarna, katerih usoda je, bom rekel, zelo, zelo negotova, ne vemo, kaj bo jutri. Zato se moramo mi obrniti k tistemu, kar imamo. V Trbovljah imamo ogromno obrtnikov, imamo ogromno podjetnikov in tem je treba pomagati, na katerem tudi, da sploh preživijo, da se razvijajo naprej, da potem začnejo zaposlovati. V Trbovljah imamo dejatve, ki jih podjetniki plačujejo občini, bom rekel, v samem vrhu Slovenije, in na tem segmentu bo potrebno delati, najti skupen jezik, kako te dejatve znižati, da lažje zadihajo. V primeru, da boste župan, kako pomembno se vam zdi to sodelovanje v tej zasavski regiji tudi s sosednjima županoma? Zelo pomembno. Mislim, da tega sodelovanja do zdaj ni bilo in sam sem imel že za državnozborske volitve to idejo ustanoviti nekakšno koalicijo za Zasavje, v kateri bi bili vključeni tako vsi zasavski župani, poslanci, gospodarstveniki, ki bi se dobivali recimo na vsak mesec, ker mislim in tudi verjamem, da lahko samo združeni pa skupnimi močmi se borimo predvsem zunanjim vplivom, v bistvu, ki nas hoče že leta in leta spraviti na kolena. Zasavje je bilo vedno znano po tem, da ima veliko poslancev, tudi zdaj v tem novem državnem zboru jih ima. Kako vidite to sodelovanje? Se ga da koristno izkoristiti za dobro Trbovlje? Do zdaj še nisem imel te prilike, vendar če bomo hoteli Trbovljam dobro, pa da lahko, bom rekel, pričakujemo neko perspektivo, neko prihodnost v naslednjih letih za Trbovlje, bo vsekakor potrebno sodelovati in ne glede na to, ali smo iz te ali one stranke, ne glede na to, kakšne barve smo. Skratka, mi se na lokalni ravni ne moramo iti državne politike, tukaj je samo ena barva in to je barva Trbovlje. Se vam zdi pomembno, da je županski kandidat oziroma župan, da prihaja župan iz tiste stranke, ki sodeluje v neki vladi? Da, izredno pomembno, ker na lokalni ravni župan lahko neko stvar do določene mere pripelje, potem pa rabimo tudi, bom rekel, kolege ali pa naše ministre, ki so v vladi, da nam pomagajo in potem to stvar speljemo skupaj do konca. Kaj se vam zdi ta čas najpotrebneje v Trbovljah? Je to boljše cestne povezave s preostalim delom Slovenije? O tem se že veliko govori, veliko tiskovnih konferenc je bilo, veliko obljub. Ampak ne, Trbovlje so potem še vedno tam, kjer so bile. Ne? Ja, mislim, ne samo z ostalimi deli, tudi znotraj Zasavja. Zdaj Zasavje je ratala, bom rekel, ena taka zelo mehna regija. In zato rabimo boljše povezave s Hrastnikom, boljše povezave z Zagorjem, ker gospodarska situacija je takšna, da vsega pa v Zasavju oziroma vsaka občina posebej pa le ne bo mogla imeti. Pokritega bazena verjetno bo ta v Hrastniku, pa potem letni v Trbovljah in nekaj drugega bo v Zagorju. In zaradi tega se bomo mi mogli bolj povezovati in bolj sodelovati. Veliko se govori o tej tretji razvojni osi, pa o cestnih povezavah Zasavja. Bo kaj na tem? Bo kdaj kakšen rov skozi kakšen trbovljski hrib, da bo se prej prišlo proti celjskemu koncu? No, jaz upam, da ne bomo mi trije že prej v kakšnem pokoju, ker mislim, da je to nujno potrebno za sam razvoj, bom rekel, regije ali pa če želite tudi ene občine.
Zdaj, seveda napisati v neke strateške dokumente enostavno, zelo težko je pa potem to realizirati. Jaz bi bil enkrat zelo zadovoljen, da bi politika spoznala, da umestitev v prostor za takšno cesto je stvar stroke, ki mora upoštevati več vidikov. Politika pa ni važna ali leva ali desna, mora potem to stroko na nek način slediti. Če so pred kratkim rekli, da je sredinski del od Celja pa mimo Laško pa potem dol proti na Trebnje in tako naprej ta prava in da je treba Zasavje povezati z nekim Y, kakorkoli, je potrebno to na nek način potem tudi spoštovati. Če je rekla to stroka in če to res pije vodo. Zato, ker mi smo že v zadnjem obdobju dali za te razne idejne zasnutke in to naprej toliko denarja, da če druga ne, bi lahko imeli Hrastnik zidan most, cesto že narejeno, da ne govorim tlele čez Podkum pa Zagorje, Podkum pa prav pod Sopoti, že to cesto asfaltirano. Zakaj je to? Zato, ker je toliko nekih podjetij, nekih interesov prisesanih na seske matere države? Kako? Je zato, ker verjetno mi smo imeli druge prioritete v tej Sloveniji, gradili se je in se bo rekel takšne regije, kot je Zasavje, kljub temu, da je bilo politično Zasavje, ne smemo pozabiti zelo močno od gospoda Drnovška naprej. Ne. Pa tudi veliko poslancev vedno. Pa zbieram veliko poslancev. Rezultatov pa ni pravih. Ne? Mislim, teh velikih vidnih ni. Ne. Dobro, vse ta zakon o zapiranju rudnika je bil en zakon, ki, bom rekel, je prinesel relativno dovolj denarja. Za olepšanje mesta, ne? Mest. Ja, za kakšne lepe krožišča in tako naprej, za rdeče kolesarske steze in tako naprej, ampak to je sicer zelo lepo. Ne? Jaz sem mojim kolegom, ki sem bil še župan, velikokrat rekel, fantje, ne tekmujmo o tem, kjer bom imel več vodomet sred kraja, ne? Ker jaz sem rekel, dokler bom jaz župan Radeč, ne bomo v Raječah v centru imeli vodometa, v vasi gor pa ne bo vode. Ne, pa rečemo vodovoda. To se mi je zdelo nehigienično. Ne. Zaradi tega jaz, če bo en vodomet, pa je malo tolkovan, če bom zaradi tega zmagal volitve, potem raj ne zmagam nikdar. Ne. Problemi so čist kje druge. Ne. Tako da, ampak dokler je bilo dovolj denarja in tako naprej, ko smo se lahko umešavali take zadeve, je bilo vse v redu. Ne. Zdaj pa se Slovenija je čisto v drugih sferah, v drugih težavah in zdaj ni čas za krožišča, zdaj ni čas za vodomete, zdaj je čas za to, da bojo ljudje dostojno lahko živeli. Zdaj ni čas, da se eni na težavah drugih s pamfleti delajo pluse oziroma politične pike. Zdaj treba, da vsi skupaj stopimo in da rešujemo resnično probleme in da znamo oceniti, kaj je problem. V Trbovljah je sigurno problem, bo brezposelnost problem in to gospodarstvo in je. Ne? In zato sem tudi jaz pred kratkim, pred letom pa pol, te mline v Državnem zboru speljal, da smo dobili ta program za to območje. Ampak moram takrat reči, jaz nisem zasavski poslanc. Ne. Zasavskih poslancov ni bilo veliko slišati. Ne. Tako da tudi zdaj zasavski poslanci so gospod Mesec in še lahko naštevam, vse jih tudi ne znam našteti še. Ampak ko je pa kaj narobe, se pa Matjaža Hana pokličejo. Zato ker to ni nobena hvala, ampak mene zdaj ta moment že iz Slovenije kliče, pa tam problem, pa problem, ker zato, ker ga razumete, pa ga prenesete potem naprej. Pa nisem obremenjen s tem, a je župan levo ali župan desen. Obremenjen sem pa, če župan ni iskren in če ima fige v žepu. Radeče je bil tudi pred kratkim leta nazaj v neki zasavski regiji. Enostavno pa sem bil jaz lev župan, najbolj lev teh, pa nisem v to regijo na nek način pasel, sem mogel jeti v Posavje, da sem v Posavski, kjer so bili pa sami desni župani, da smo nekatere projekte speljali. Je pa res, vsi so imeli interes dobiti Radeče, zato da so se umestili kot regija. To je bilo meni kristalno jasno. Jaz sem po profesiji sicer trgovec, tako da jaz vem, kaj je treba kjer in kje dati, pa kje vzeti, ampak enostavno mi je bilo žal iz Zasavja jeti v Posavje, ampak v Posavju smo nekatere stvari hitro rešili. Tako da
Pa imam tukaj enega Mirana Jeriča, ki ga izredno spoštujem kot župana, pa tudi Matjaža in da naštevam vse te poslance, ki so bili do zdaj vsem kapo dol. Ampak včasih smo se premalkrat pogovarjali, pa usedli z eno mizo, pa rekli, zdaj pa fertik vrt svoj, zdaj moramo pogledati kompletno nivo. No. In tu verjamem, da bo Sebastijan znal narediti in apeliram na Trboveljčanke in Trboveljčane, da zdaj zadnji cajt, da dajo priložnost enem mlajšem, ne, je pa res tako, eni starejši, moj pokojni oče mi je rekel, ne, cel življenje so mi govorili, da sem bil premlad, pa sem bil pa naslednji dan, ko sem pa lahko prišel do funkcije, so rekli, da sem pa že prestar. Ne. Tako da Sebastijan je v najboljših letih človek, ki ima podporo v Ljubljani, v vladni stranki, če želite, ampak nima podpore zato, ker smo socialdemokrati, ampak zato, ker smo prijatelji. Je treba še kaj dodati? Mislim, da je Matjaž vse povedal. Mogoče bi se sam malce navezal še na tole, da se res veliko župani posvečajo, ko so recimo občinski prazniki, ta praznovanja so zdaj kar že cel mesec, se spomnim, to je bilo včasih v Zagorju, zdaj že to v Trbovljah, tudi v Hrastniku, nešteto enih prireditev, ne, in vse to stane, ne. Po drugi strani pa veliko nezaposlenih. Kako vi gledate na to? Verjetno, mogoče komu ne bo všeč, ker boste povedali, ali pač? Pa se del teh prireditev, pa vsega ostalega se plača iz gospodarstva. In jaz sam prihajam iz gospodarstva, vem, kako gospodarstvo deluje, kaj potrebuje, kako in na kakšen način ga reševati in samo na tem moramo delati, če želimo sploh uspeti. Torej, gospodarstvo, ne pa absolutno. Toliko iz občinskega proračuna. Da. Ja. Še zadnji nagovor, vašo listo najdejo pod številko? Pod številko 8. Imate polno listo 27? Da, tako. In mene pod številko 4 bi pa rekel sam to, da ko bom župan, bom poskrbel za to, da bo vsak Trboveljčan ali pa vsaka Trboveljčanka, kjerkoli že bo, ponosna oziroma ponosen, da prihaja iz Trbovelj. Bodo lahko prišli do vas, boste zaprti v pisarni? Ne, vedno sem odprt za pogovor, za težave. Se veste, župan mora predvsem poslušati svoje ljudi, pa bolj bistveno je pa to, da jih tudi sliši. In da so vsi njihovi problemi tudi naši problemi. Vi, kje kandidirate v Radečah za občinskega svetnika? Jaz sem sicer na listi, ker se mi zdi korektno, da sem na listi. Tako da moram pa reči, da kot vodja poslanske skupine je zelo težko usklajevati terminsko, bom rekel, in seje in Ljubljano, ker kot vodja poslanske skupine pa res nisi, bom rekel, kralj svojega časa, ne, te časti drugi, bom rekel, diktirajo, tako da jaz sem pa zelo vpet v volilno kampanjo, to pa da. To sem namreč vprašal zato, ker potem lahko obema zaželim uspešne volitve, ne? Hvala vam lepa. Hvala lepa. Pa hvala za obisk v studio. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami, pa po Zasavsko. Srečno. Srečno.